Nocojšnji gost Marcela Štefančiča je simpatični košarkarski milijonar. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospod Anačkov, ali je Goran Dragič res najbolj plačen športnik v zgodovini slovenskega športa? Mi bo pojasnil nihče drug kot Goran Dragič. Živijo. Večer. Ok, tvoja plača je 18 milijonov dolarjev na let. Približno, ja, ampak od tega je treba odšteči še davek. Ok, vseeno, ampak to dejansko ni malo denarja. 18 milijonov evrov na leto dobi, recimo, Ronaldo, Messi, še 2 več. To pomeni, da sem v tistem rangu. No, to, da zaslužiš toliko denarja kot Ronaldo, pove vse. Jaz sem pripričan, da Ronaldo pa Messi zaslužita zraven še 5-krat več z reklamami. Ok, ampak vseeno, hočem povedati, da so plače v NBA v primerjavi z nogometno ligo prvakov sanjske, ne? Definitivno so res visoke, to priznam, ampak po drugi strani je tudi veliko igralcev, ki na leto sploh ne zaslužijo niti milijona. Ok, socialni problemi ravno niso, ne? Slišim, da imate dober sindikat. Ja, sindikat igralcev je pa zelo vplivan, pa močan. Brez njega smo kar mrzli, no. Ok, povej mi, že kaj varčuješ za penzijo? Kam vlagaš? Zakaj zapravljaš? Kakšen je dejansko film, ko imaš v žepu 18 milijonov? Vse jih nimam. Zaenkrat se nikamor zares ne vlagam. Bo pa treba definitivno tudi o tem razmišljati. Ko bo na računu malo več denarja, se bomo pa usedli svetovalci pa razmislili, kako. En nasvet, pazi se, svetovalcev. Bom, thanks. Ok, boš v Miami kupil vilo z bazenom ali posesel z gradom? To me še najmanj skrbi. Ok, tudi mene ne bi, če bi dejansko vedel, da bom v naslednjih 5 letih pokasiral več kot 90 milijonov. Ne, hotel sem reči, da nimam nekih velikih želj, da bi živel kot kak filmski zvezdnik. I think so, da je bajta z vrtom pa bazenom za Florido čist ok. Ok, ampak sam pazi me, ko se boš začel družiti s Metar pa bogatašine, ti bo tista skromna bajta z vrtom dejansko vseleko premalne. Jaz bom zadovoljen, če bo zadovoljna Maja, predvsem pa ta male 2 otroka, ne. Raj sem doma s familijo, kot pa da bi hodil na kakšne partije in se ven metal pred bogataši. Ok, v Ameriki so pogodbe javne, vse se ve, koliko kdo zasluži, koliko je kdo vreden, vse je transparentno. Ja, tako pač je v NBA, boljše, ko imaš pogodbo, boljše je tvoj status tudi v ekipi. Pa. Ja, ampak zakaj v Evropi te številke še niso javne, ne? Jaz recimo še zdaj ne vem, koliko dobi selektor zdolj za vodenje reprezentance. Tega tudi jaz ne vem. Ok, pa te zanima? Kaj pa vem, vsakmu privoščim plačo, ki si jo pač zasluži. Ok, Goran Dragič, hvala, ker si bil moj gost. Z veseljem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v bistvenem času na istem kanalu. Adijo.